Vsi vemo, da se je oblikovanje kot disciplina razvilo z industrijsko revolucijo in pa množično proizvodnjo izdelkov. Izdelkov, ki jih uporabljamo v našem vsakdanjem življenju, s katerimi smo soočeni vsak dan. Je pa ta vizija seveda neposredno povezana tudi s težnjo po vedno večji potrošnji, ekonomski rasti. To vodi potem v pretirano industrializacijo, vsi poznamo ta cikel. Ta industrializacija pa je potem povezana z neskončno in nekontrolirano ekstrakcijo surovin iz naravnih virov. In v bistvu je ta fokus namenjen lokalno pridobljenim materialom in pa lokalnim kulturam izdelovanja. Pridobivanje surovin je velikokrat potem povezano z uničevanjem narave, kar nas je seveda pripeljalo v današnjo krizno situacijo na globalni ravni. In zakaj o tem govorimo na panelu oziroma na dogodku, ki povezuje rokodelstvo in pa oblikovanje? Namreč v iskanju alternativ tem sistemom se pogosto obračamo k lokalnemu, v lokalno pridobivanje surovin, lokalno proizvodnjo, pa tudi lokalno distribucijo in uporabo. In obrti, sploh tradicionalno rokodelstvo, ki je neizogibno povezano z lokalnimi materiali, je seveda zato danes izjemno aktualno. Zdaj, ko smo se lotevali raziskave rokodelstva v Sloveniji, smo izhajali iz dejstev, da rokodelske veščine danes izginjajo. Njihovi nosilci nimajo naslednikov oziroma tisti, ki vztrajajo pri tem, se zaradi različnih razlogov s svojim delom težko preživljajo. Skozi raziskavo pri nas v Sloveniji se je presenetljivo, vsaj za nas, ki se ne ukvarjamo z rokodelstvom, to razširilo s poznanjem, da se nekatere tradicionalne rokodelske obrti, kot je na primer pletarstvo, soočajo tudi s pomanjkanjem naravnih surovin. Na primer, ličja nehibridnih sort koruze, ki so edini možni materiali za izdelavo tovrstnih izdelkov. Tukaj se predvsem referiram na izdelke zadruge Pomelaj, ki so tudi na naši razstavi razstavljene, ki morajo dejansko sami gojiti nehibridno koruzo, da potem tudi pač ustvarjajo svoje izdelke. Namreč hibridno ličje hibridnih sort koruze je premalo prožno za tovrstne izdelke. Torej ne gre zgolj za težavo nasledstva ali na koga prenesti znanje, temveč tudi za soočenje s pomanjkanjem surovin, kar je povezano jasno z vseprisotnim in izjemno perečim družbenim problemom, okoljsko krizo. Zdaj, ljudje imamo danes vedno manj stika za izvornimi materiali, iz katerih so narejeni predmeti. Verjetno redko kdo od nas, mogoče če že kdo, je potem nekdo tukaj od nas, recimo vidi ta kraljev stol, lesene dele kot drevo, kovinske dele kot kamnino. Medtem ko pa obrti kreirajo neke trajnostne cikle okoli določenih materialov in ta princip, kot sem že omenila, je danes bolj pomemben kot kdarkoli prej. In zato poudarjam, da je treba ponovno zelo pozorno raziskati mehanizme in pa metode, na katerih temelji rokodelstvo, da izboljšamo oziroma spremenimo načine pridobivanja materialov, proizvodnje pa seveda tudi potrošnje. O tem nazorno govorita projekta, ki smo jih v okviru platforme Made in razvili v Sloveniji. Oba se ukvarjata z vprašanjem surovin, njihovim pridobivanjem in pa izpostavljata vrednost obrti skozi material, s katerim je ta obrt neposredno povezana. Slišali ste že za projekt Razmerja, studija Mišer Traxler in pa kamnoseka Bena Ogrina. Drug projekt, ki ga bo predstavil Lukas Vegvart, pa je ustvarjanje podatkov. Ta se ukvarja s pridobivanjem naravnih materialov, ki jih potrebujejo rokodelci za svoje izdelke, kot je na primer zemljina kot prvinski in vse prisoten material, ki je ključno zaznamovala rokodelsko tradicijo. In oba projekta sta nastala v tesnem sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije in ravno to sodelovanje oziroma multidisciplinarno sodelovanje pri teh projektih bomo potem izpostavili tudi v našem panelu. Zato so danes z nami lončar Štefan Zelko, ki je eden od 10 rokodelcev predstavljenih v arhivu obrti in pri svojem ustvarjanju uporablja lokalno pridobljeno surovino. Oblikovalec Roko Blak, ki je sodeloval pri mednarodnem projektu izdelave odprtokodnega kuhalnika, narejenega iz naravnih materialov, sodeloval pa je tudi na delavnici Made in, ki smo jo v okviru projekta izvedli septembra 2019. Z nami je tudi znanstvenica Meta Dobnikar, sicer nova vodja oddelka mineralne surovine in geokemija na Geološkem zavodu
in pa oblikovalka Gaja Mežnarič-Osole, ki deluje v okviru kolektiva Trajna in s svojimi projekti spodbuja dialog med naravo in ljudmi. Preden vam damo besedo, pa poslušajmo izhodišče Lukasa Wegwerta, mednarodno uveljavljenega oblikovalca iz Berlina, ki je bil soustvarjalec ali mentor, naziv, ki ga sicer ni maral, delavnice ustvarjanja podatkov, ki smo, kot rečeno, ki smo jo izvedli v sklopu projekta Made in. Hello, I'm Lukas Wegwert, a designer from Berlin, and I'd like to introduce today some parts of my work to you with a focus on local materials and use of local materials. In this context, I've picked some projects. The first is a project called Blankenau, called after the small village near my hometown that is the origin of this material. For this exploration, we tried to understand better the origin of wood and especially which are the potentials of a tree that we don't usually use, which brought us to investigating more the tree forks, which actually make quite a big part of the tree, but in our supply chains, this part is widely ignored. So what we did is to collect the forking parts of trees and try to assemble structures based on this natural forking. So it's kind of a modular system, you could say, but with all the diversities that come from the original growth, which was also quite interesting to follow what the material brought in as a quality and react as a designer on that quality rather than making everything even and very standardized. By harvesting the material, we found out that on the field where we cut those branches, the sheep were quite happy and started to peel them, which was again very useful for us because they did quite a good job in preparing and processing the material for us later in the workshop, where we collected and kind of organized the materials and started to build structures from it. What we of course understood is that by using this part of a tree, you are confronted with whole different aspects of logics and problems also related to this material. But in the end, by following those, we ended up making smaller support structures and table bases and stools and things like that. And also totally understood that we had to adopt a lot in terms of not having too many expectations before the building, but really being aware all through the process of what the material offers, and stay open enough to follow that track. And so we are still in the middle of this process, I would say, and we are trying to evolve that further. What was really interesting for me in this whole project was that
by going into the forest or into hedges, so we also collected a lot of wood outside forests. You totally understand that the forks and also the bark and other elements of the tree are just existing, and so I think that's a very interesting aspect of working with local materials and really doing this very hands-on, harvesting yourself. It's kind of educating, so you understand better the environment, that also the culture that already exists around those materials, and I always regarded this as a very helpful tool. In another project, we focused more on local production. So it's a material, the material in this project was quite different in the beginning. It's mostly based on steel, but with the idea that those connectors, so on the image you see connectors that are meant to build modular structures, could also be used in different material combinations, such as wood or any other local material. So we worked on this in a kind of an open source way, and it's now a project that's applied in different institutions and followed up also totally differently outside of our studio. But we also worked further on it and are recently combining the metal joints of the system with wood that we harvest here locally, and are starting to build up a totally transparent and very short supply chain, which brings us working together with the local small sawmill. It's actually a very small sawmill, which is great because this allows also to use wood that would never find its way into industrial processes, because just the volume is not enough, or it's considered I don't know, in any kind, considered not valuable enough to be processed. But some of those flaws of the materials are, on the one hand, very interesting. On the other hand, they might just not matter, and in our context. So we are trying to minimize the impact that we have by working as designers and as material users. So for me, it's always been interesting to make use of those local potentials, and within the local, again, look into the unused and the underused, and also trying to find ways of working regenerative. So in our case, we are now also thinking about finding ways that we, by growing a forest, also bring back kind of the same amount of wood that we take from the forest, or ideally don't even use wood from forest, but from hedges or leftovers. And last year we were kindly invited by MAO to Slovenia to work with Slovene craftspeople with the idea of combining the external view and the local skills and deep knowledge. And we try to bring this approach of
looking deeper into the value chain of a material, also into this collaboration with Mao, which brought us to work together with Urban Magusha, a researcher and potter in Slovenia, on the topic of Slovene clays. So usually we are used to see clay quite anonymous as a material that comes in plastic bags. What we don't know is that it often traveled quite far, and we also don't know the circumstances, most likely that it was excavated under. So we, in opposition to that, we went to the source of the material, and which is can be here and there. We harvested the material in a riverbank, in a hill, in a quarry, and by doing that, understood better the impact the harvest of this material has on our environment, but also how diverse the material is. And this diversity we again explored in this workshop. So in the first step we qualified the material, which is also a very interesting aspect of the local use. You don't have certified materials, so you have to find the values yourself and the qualities. There are, for example, architectural use of clay. There is a method called Karatza's test, which you see on this image. And in this test, you can end up with a deeper, better knowledge of the material that you found on location without having any certificates about it. And later in this workshop, we tried to, or we did actually, make a lot of tests that were focused on this range of materials that we collected, that we combined with other local materials, with other techniques, and by doing that, finding out what could be potentials that are greater than the ones that we would find in the purchased material. And actually, that was interesting. That the workshop was very short, but already in this short time, we raised lots of questions and came up with quite some nice solutions, I think. And this is, I think, also one of the main benefits, besides the environmental one, when we use local materials, that it also always offers itself to be a tool for education and working together, trying to understand together better the impact that we have, the potentials that we have, the knowledge that existed on those materials, because usually when we work with a local material, it was used for hundreds of years and thousands of years before, and just our last generations forgot lots of this. And by combining this with new possibilities, I always see quite some potential in use of making use of that. And I think in the future that this approach will become even more important, because we are just facing a scarcity and quite some environmental problems. So I hope that we can understand more about
our practice as designers by doing that. Yeah. Thanks a lot. That was a short intro. Have a nice time there. Zdaj pa nadaljujemo s kratkimi predstavitvami in najprej bi k besedi povabila lončarja Štefana Zelka. Njegovo delo si lahko ogledate tudi na sami razstavi, je namreč eden od 10 rokodelcev, ki so bili izbrani za arhiv obrti. In mogoče bi tukaj dodala, da se ta projekt, tako imenovane delavnice, to je bil projekt, kjer smo v bistvu povabili enega tujega oblikovalca, ki je iz 10 rokodelcev izbral nekoga za sodelovanje, in Lukas je sodeloval z Urbanom Magušarjem znotraj potem delavnice, ki je imela odprt poziv. No, projekt je pa on potem sam nadaljeval naprej z režiserko, antropologino Giulio Bruno, ki sta potem raziskovala še naprej, kako se ustvarjajo podatki o materialih, o procesih povezanih z obrtjo, in potem je bil narejen tudi en krasen film o Štefanu Zelku, ki si ga lahko tudi ogledate na sami razstavi, ampak zdaj predajam vam besedo. Ja, zdaj, če samo povem, tu vidimo izdelke, dejansko je osnova za dober izdelek tudi dober material. Tega gline, kar uporabljam, je pri nas v naših koncih kar precej, vendar do dobre gline priti je pa pač zelo težko, ker je v glavnem v večjih globinah. Že od nekdaj so tudi lončarji nekako tudi skupaj kopali to glino, seveda nekaj let prej, preden so jo uporabljali. Zdaj v današnjem času sem videl, da je pač možnost, da lažje prideš do te gline, tudi tako v neposredni bližini je eden odkop kremenčevega peska pa gramoza, in seveda v teh plasteh noter je tudi plast gline in tako nekako lažje prideš do tega materijala. Seveda pa ta gramoz, ali mislim, ta hrib, kjer se to koplje, v sebi skriva tudi čisto tanke plasti, pač glin drugih barv, ki pač lončarji tudi uporabljamo za barve, podglazurne barve. Dejansko smo si lončarji pri samem kopanju materijala tudi že gledali, kaj boš uporabil za delo, in seveda tudi tiste določene barve tudi, ki si jih vzel stran od gline. Pač to so tudi gline, vendar drugih barv, čisto tanke plasti, in tisto si nekako potem tudi prečisto predsedil, tako da si dobil tudi te barve, kako tu vidimo, naprimer bela pa ta bolj rdeče, rjava, v glavnem pravim vse več ali manj iz tistega materijala, ki si tam nekje nakopal. No, zdaj, če povem tudi samo potem naprej, žganje, tu vidimo naprimer te glazirane stvari, no, to je pa ta črna, tako imenovano črno redukcijsko žganje, to je pa dejansko barva gline, tu je precej pomembno, boljše je glina, lepše se da tudi polirati, da jo lepo zapreš, pa tudi barvo prenese nekako lepše. Hvala lepa, bomo še več oziroma se k temu vrnili skozi vprašanja. Zdaj pa predajam besedo Roku Oblaku. Hvala. Jaz sem bil tudi del te delavnice in meni je bilo zanimivo, recimo, kako smo skozi material, ki je glina, ki ima eno tako tradicijo tega lončarstva in imamo eno podobo, kakšna glina je in keramika je,
dobili en čist nov pogled v material iz nule, tako da smo ga šli kopati in razgrajevati in videti, kako je zgrajen in videti, kva vse noter je in kako te materiali pol reagirajo v peči, recimo. In je fascinanten, kako se v bistvu s tem ne ukvarjajo več obrtniki oziroma oblikovalci, da bi pogledali v te finese, kako se material obnaša v tem procesu. Ker glina, recimo v primerjavi z lesom, je živ material. Les ti reduciraš, ga žagaš, brusiš in prideš do nič. Gline pa lahko dodajaš, odzemaš, limaš skupaj in tako naprej in ima ogromno enih možnosti. In tle na tem workshopu se mi zdi, smo fajn videli te različne opcije, kako nek divji material kot divja glina, ki je posodo, kar nas nam daje enih polnenih možnosti. Tako da mene je to ful navdihnilo. In lih v tistem cajtu smo v bistvu začeli s to delavnico levo, v centru Ljubljane, pri Križankah imamo en majhen prostor, 50 kvadratov, kjer smo se najdeli skupaj neki taki pač iz različnih kreativnih praks, arhitekture, keramike, oblikovanja. In vsi pa nekako delamo na pol hobi program, na pol resno, oziroma upamo, da bi se z tega nekaj bolj resnega lahko razvili. Tako da jaz sem hotel raziskovati to glino naprej in sem skozi ta mašino, ki sem jo imel prej od stiskanja briketov za te kuhalnike, ki ste jih prej omenili, sem nekako recikliral idejo mašine, kako bi to naredil za ekstrudirati glino. Ker se mi zdi, da skozi ekstrudiranje glina pokaže nek svoj karakter. Recimo ti daš različne gline v isto šablono in ven pride čist nekaj drugega. Tako da tista gor rdeč kos je iz Prekmurja, iz te vaše rdeče gline, ki je še posebej taka stiki, taka ful lepljiva. In pol v kalupu začne take frklice delati noter in se mi zdelo zelo zanimivo, recimo. A poznate izraz keleč? To sem nekako videl, da je to en prekmurski izraz za lepljivost. Pa sem o tem tako naslovšen razgledani. Mogoče, ja, to skoraj zihar. Tako da z tega se pol neka sodelovanja zdaj dogaja, tudi z Anjo Radovič zdaj delava skupaj, da jaz en del ekstrudiram in pol ona naredi naprej bolj ročno delo in pol skupaj zlimava in pridejo neki bolj uporabni predmeti. Tako da drug projekt, ki sem ga mislil omeniti, je bolj razvojni projekt Društvo Trajna. Z Društvo Trajno smo se dobili in so imeli željo, da bi razvili kalup oziroma stiskalnico oziroma način, kako narediti majhne tegelce iz pulpe invazivnih rastlin za mlade rastline, sprav za flance ali pa za semena in jo pol posadiš v zemljo in se razgradi, se pravi biorazgradljive lončke. In tam vidite dresnik in iz dresnika lonček. In to je v bistvu spet ista stiskalnica, kot jo imam za glino, oziroma malo predelana tukaj na levi strani. Sem v Roglabu razvil ta 3D printan kalup in se pol tiskajo te lončke ven. In zdaj v bistvu delamo naprej z zavetiščem za završene rastline, ki bi pa zdaj skombinirali te ekstrudirane lonce in tegelce iz pulpe, se pravi, da ti dobiš njihovo rastlino, ki je lahko cepljena oziroma nek poganjek v tem razgradljivem materialu iz pulpe in ga pol izbereš en lonc in ga noter posadiš. Tako da je nekako to prišlo skupaj, zdaj te dva projekta kulminirala v enega. V teh aktualnih projektih. Kot je danes bilo že rečeno, pri projektu, pri rezidenci in delavnici smo intenzivno, predvsem pri rezidenci intenzivno sodelovali z Geološkim zavodom. Prav pri rezidenci je bil razgovor z direktorjem, navdih za to, kar je potem dejansko tudi nastalo. Danes je z nami gospa Meta Dobnikar. Niste sodelovali z nami, ker ste se šele zdaj pridružili Geološkemu zavodu, pa kljub temu vas prosim, da pač predstavite malo svoje delo oziroma tudi zavod in pa skozi vprašanja bomo še pač malo bolj razvili debato. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Tako kot ste rekli, žal pri tem projektu sodelovala nisem.
ker sem se Geološkemu zavodu oziroma oddelku za mineralne surovine in geokemijo pridružila šele s 1. septembrom. Tako da bi na tem mestu mogoče tudi upravičila kolega direktorja in pa pač ostale sodelavce, ki pač žal danes res se ne morejo tega panela udeležiti. Moram pa reči, da tudi z naše strani, vse kolikor imam jaz informacije, je bilo to sodelovanje res uspešno, predvsem pa zelo inovativno in bom rekla na nek način tudi poučno tudi za nas. Jaz bom samo na kratko par besed o Geološkem zavodu. Glede na tematike, ki se danes poslušajo, zna biti majčkeno suhoparno, tako da ne bom preveč razpredala, pa mogoče naprej potem skozi vprašanja še lahko kaj odgovorim. Zdaj, Geološki zavod Slovenije je javni raziskovalni zavod, eden od 16, ki je bil ustanovljen strani države, predvsem za, bom rekla, zagotavljanje geološkega znanja, ki je nujno potrebno za, bom rekla, ki je nujno potrebno v bistvu za državo in pa za družbo kot tako, za reševanje različnih družbenih izzivov, pa če govorimo o onesnaženju okolja, o zagotavljanju pitne vode, o klimatskih spremembah, pravzaprav vse povsod je nujno potrebno geološko znanje in seveda tudi pri pridobivanju, pa predvsem pri trajnostnem pridobivanju in uporabi različnih mineralnih surovin. Včasih se mogoče majčkeno premalo zavedamo, da ko govorimo o mineralnih surovinah, praktično skoraj vsaka stvar, ki jo primemo v roke, nekako vsebuje v sebi, je bila narejena iz neke mineralne surovine, pa če rečemo od, ne vem, kamnitih stopnic, opek, keramike, pa do litijevih baterij, ki so danes zelo aktualne kot neki čisti viri shranjevalci energije. Tako da vse to nekako zaobjema Geološki zavod, predvsem pač, kolikor jaz vem, pri tem projektu je sodeloval s tem, da je doprinesel s svojim znanjem, poznavanjem zemlje, zemeljskega površja, zemeljske notranjosti, torej načina nastanka glin, ki se potem uporabljajo in pa tudi s poznavanjem potencialnih nahajališč, kje se te gline nahajajo, tako da toliko na kratko. In na koncu še oblikovalka Gaja Mežnarič Osole. Deluješ v kolektivu Trajna oziroma spodbujaš to mi je bilo zelo zanimivo, ko sem prebrala na tvoji spletni strani, spodbujaš dialog med naravo in ljudmi. Naredila si oziroma si iniciatorka zelo zanimivih projektov v zvezi z invazivnimi rastlinami, tako da to, kar razvijaš še naprej, se mi zdi dejansko spodbudno, tudi za to, o čemer danes zdaj na tem zadnjem panelu govorimo. Izvoli. Najprej ful hvala za povabilo. Tako je, prihajam iz društva Trajna, ki smo ga z kolegom Andrejem Koruzo ustanovila tam v letu 2017, tako da smo v bistvu mlada organizacija. Se pa vaš čas, že v preteklosti in potem v nadaljevanju tudi skozi društvo ukvarjam z invazivnimi rastlinami, tako da mogoče je to pač ena malo bolj drugačna perspektiva, ker ponavadi pač izhajamo iz materiala samega, pač dejansko sem se pa z materialom začela ukvarjati preko tega, da sem se srečala z problematiko invazivnih rastlin v okviru bienala v bistvu v muzeju. V bistvu me je skozi oblikovalsko prakso vedno nekako zanimal ta preplet oblikovanja, ekologije, participacije in v bistvu se nekako konstantno poskušamo tudi skozi Trajno prepraševati, kakšna je pač neka naša vloga kot oblikovalci ali pa ustvarjalci v tem nekem norem sodobnem času, ker kot je v bistvu že Maja prej lepo naredila uvod, pač smo priča neki ogromni ekstrakciji materialov, ki degradira ekosisteme in pač povzroča ogromno neravnovesja v okolju. In v bistvu ravno kot rezultat pač vseh teh dinamik, ki se pač dogajajo v okolju kot posledica nekako človekovih posegov v njega, se pač tudi razvija in širi pojav invazivnih vrst, pa potem tudi specifično invazivnih rastlin. Tako da pač v tem smislu so to neke nove vrste, ki jih večinoma kot družba v bistvu prepoznavamo kot nezaželene vrste, kot škodljive vrste, ki jih je treba se znebiti in uničiti. Nas pa nekako kot oblikovalce je vedno pač, mogoče je bolj to nam lasten pogled, da nas zanima pač, ne vem, rastlina tudi pač kot nek vir možnega materiala ali pa pač kot neke dobrine.
Tako da spodaj recimo pač lahko vidite sliko razrasta japonskega dresnika, ki se ga na veliko recimo v Angliji uničuje z kemičnimi osnovami. Tako da ja, pač v bistvu v okviru projektov, ki jih razvijamo, ko so v bistvu precej raznoliki, se večinoma srečujemo z dvemi vrsti materialov. Andrej se večinoma fokusira na raziskovanje lesa, invazivnih vrst, ki ga je zdaj v projektu Aplavz, v katerem sva sodelovala, ki je bil v bistvu usmerjen v razvoj krožnega gospodarskega modela na nivoju mesta Ljubljana. Se pravi, spraševali smo se skozi projekt, kako lahko mesto v bistvu pač vključi v ta surplus invazivnih rastlin, ki se producira v pač neko krožno ekonomijo. In tukaj so bila v bistvu z Andrejem nekako predvsem odgovorna za to, da razvijava serijo izdelkov iz lesa in papirja. In v okviru tega je potem naprimer Andrej razvil serijo DIY, se pravi naredi sam pohištva, ki je v bistvu na nek način partner ali pa pač rezultat tudi iniciative mesta Ljubljana in sodelovanja tudi z Snago oziroma VUKA Snago, da se v Ljubljani vzpostavi javna delavnica, mizarska delavnica, kjer bi si ljudje lahko potem sami prišli in izdelali tudi svoje pohištvo. Ne vem, skozi te projekte se sprašujeva tudi o tem, kako lahko mogoče pač oblikovalec gradi ne samo ali pa oblikuje ne samo za človeško vrsto, ampak tudi pač za neke onkraj človeške deležnike, kot so na primer čebele. Hkrati pa pač probavati, kot je bilo že prej mogoče omenjeno, naslavljati tudi otroke pač kot neko novo prihodno generacijo, ki bo sigurno v prihodnosti se srečevala s temi rastlinami in s temi problematikami še bolj intenzivno, kot se mi sami. Drugi material, ki smo ga vzeli pod drobnogled, je v bistvu papirna kaša oziroma pulpa, ki nastajajo iz celuloze invazivnih rastlin. Nekatere invazivne rastline, to so predvsem v bistvu zeljnate trajnice, kot se to strokovno reče, med katere spada spet japonski dresnik, zlata rozga, pa še nekatere druge. Smo ugotovili v bistvu v sodelovanju tako z Inštitutom za celulozo in papir in pa še ostalimi partnerji, da so primerni za proizvajanje celuloze. Tako da v okviru društva smo potem tudi nadaljevali z razvojem v bistvu blagovne znamke, ki zdaj proba nekako to trajnostno alternativo papirja ponujati tudi uporabnikom. In še v bistvu čisto na koncu bi rada omenila, pač glede na to, da smo kot oblikovalci bili vedno v neki stiski z prostorom, pač se pravi, kje je ta naš prostor delovanja, kje pač lahko proizvajamo, eksperimentiramo s stvarmi, kje lahko pač razvijamo ideje. Tako da se nam je ponudila ena pač fascinantna priložnost, da smo v sodelovanju z društvom Pina pridobili ena pač finančna sredstva, ki nam zdaj dovoljujejo, da na gradbeni jami v Bežigradu, Bežigrajski krater, so to že prej poimenovali, tako da smo mi si sposodili to ime in ga v bistvu uporabljamo naprej kot produkcijski prostor krater. Vzpostavljamo eno tako preprosto produkcijsko enoto, v kateri bomo postavili mizarsko delavnico, majhno papirno delavnico, ročne izdelave papirja in pa laboratorij za raziskovanje v bistvu micelija oziroma materialov, ki jih proizvajajo gobe, in pa nek skupnostni prostor, v katerem bomo pač imeli tudi možnost se o teh stvarih pogovarjati, pa jih deliti z javnostjo. Tako da tukaj se v bistvu k temu projektu priključil tudi Rok, s katerim zdaj v sklopu delovnih akcij gradimo in v 2. oktobru nekako pričakujemo, oziroma se nadejamo, da ga lahko tudi otvorimo. Pa bom tukaj mogoče končala. Gaja, najlepša hvala. Zdaj bi dala pa prvo vprašanje, je namenjeno vam, gospod Zeljko. Kot smo danes že velikokrat povedali, ne, tradicionalne kulture izdelovanja, sploh v preteklosti so temeljile na tem, kar ponuja neposredno okolje. Ne. Vendar pa če danes pogledamo lončarske izdelke, spet govorim tako splošno, ne, kot je tudi Luka že omenil, veliko izdelkov, ki v delavnicah nastaja danes, je iz glin, ki so uvožene. Ne. Glin, pri katerih ne vemo porekla, sami pa večinoma uporabljate, ne samo da uporabljate slovensko glino, ampak je to glino tudi sami naberete, tako kot ste že lepo povedal, ne, kako potem tudi
dobivate barve iz tega agregata in tako naprej. Zakaj ste se odločili za to, da sami kopljete in potem tudi izdelujete svoje gline in koliko vas je sploh še takih pri nas? Ja, nekako, jaz sem že, ker seveda sem se izučil pri očetu, je že dolga tradicija lončarska v družini in smo vedno sami kopali glino, sicer več lončarskih družin skupaj, pravim, ker je bilo težko priti, ker nekdaj smo pač skopali kar ene vrste vodnjak, da si prišel do glinene in ker je bilo to v globini tam, ne vem, 5-6 metrov, je bilo pač potrebno tudi več rok, da si ti to spravil to glino ven, ne. Zato običajno pravim, kako sem že prej povedal, so te lončarske družine potem skupaj kopale glino. No, ko so jo nakopale, seveda se je ta glina morala tudi starati in tako da jaz sem bil navajen vedno delati nekako z gline, ko smo jo pač sami nakopali, pa potem postarali, premleli, seveda si jo, preden si jo kopal, že tudi lepo sprobal, da je imela fajno, mislim, da se je dala oblikovati, kajti te, naprimer, če sam povem zdaj te gline, ko dobiš tudi na trgu, še zdaleč niso tako, kako bi pravil, prožne, da bi se tako lepo izdelovali z njih, pa tudi nekako za samo kožo niso tako prijetne. Ne. Dejansko so pa te, jaz jim pravim, naravne gline, ko smo jih kopali, nekako mehke, dosti lažje se dela z njih. Pa imate kakšen pregled oziroma veste, koliko vas je, ki recimo še sami kopljete glino na ta način? Ja, tega ne bi znal povedati, sicer jaz sam še kopljem, pravim zgoraj, drugače pa ne bi vedel za ostale lončarje, kako se nas je že zelo malo, ampak tudi redko pridemo skupaj, da bi se malo izmenjali te informacije. Ne. Jaz sicer še pravim, imam to srečo, ker je zraven v Puconcih, sicer zdaj gor v Kuštanovcih, ta odkop kremenčevega peska in gramoze in dejansko potem pridem do teh notranjih plasti, ker je dejansko v globini sigurno, ne vem, 15 pa več metrov. Hvala. Zdaj, kot smo ugotovili pri projektu Razmerja, no, je večina rudnikov za pridobivanje kovinskih rud zaprta pri nas, ne. In vemo tudi, da so pri izkoriščanju naravnih surovin mnoge omejitve. Rude in gline dejansko ne moremo kar tako kopati in uporabljati. Zdaj, mene zanima zelo na kratko, mogoče kakšne so regulative tukaj, pa hkrati drugo vprašanje, ki mogoče nekako sovpada s tem, ali lahko na področju pridobivanja rud, pa tudi kamnine, govorimo o samooskrbi na področju Slovenije. Ja, kot ste verjetno tudi še znotraj projekta ugotovili, to ni zelo lahko vprašanje. Ne. Zdaj, regulativa seveda je. Izkoriščanje, reka, tako raziskave, kot izkoriščanje in uporabo mineralnih surovin v Sloveniji ureja Zakon o rudarstvu in vse mineralne surovine kot naravno bogatstvo so v lasti Republike Slovenije. Tako da v bistvu za vsako raziskovanje, za izkoriščanje, za uporabo teh mineralnih surovin je potrebno pridobiti pač dovoljenja in od pristojnega ministrstva in pa koncesijo za uporabo pač izrabe neke mineralne surovine. Tako da v tej točki zakonodaja pač jasno postavljena in jo je pač treba spoštovati. Zdaj, koliko lahko govorimo pa o samooskrbi Slovenije na področju mineralnih surovin, pa jaz mislim, da bi bilo vprašanje lahko tudi širše zastavljeno, koliko lahko Evropa govori o samozadostnosti oziroma o samopreskrbi z mineralnimi surovinami, ker vemo, da pač so določene mineralne surovine, ki jih niti v Sloveniji, niti širše v Evropi, za enkrat z znanimi metodami, še ne moramo pridobivati v dovoljšnih količinah, da bi lahko bile
da bi lahko bila recimo Evropa ali pa tudi Slovenija, če rečemo, samozadostna, kar se tega tiče. Ne. Tako da toliko bi bilo mogoče na kratko. Hvala lepa. Gospod Zelko, v intervjuju, ki ga je z vami opravila pri tej raziskovanju lokalnih rokodelcev, Katarina Nachtigal, pravite, da se zadnje čase vedno bolj posvečate delitvi znanja, predstavljanju in podajanju vašega znanja in pa veščin. In zdaj, kakšno vlogo pri tem igra to poznavanje lokalnih surovin oziroma prenos tega znanja? Ja, sicer jaz, kako bi pravil, zdaj, ko smo že pri tej glini, ne, jaz dejansko glino, glina do mene pride z tega rudnika, ne, praktično kot odpadni material, ne. Tako da dejansko jaz, drugače bi ta glina bila zavedno izgubljena, tam nekjer potisnejo noter pač v te grabe, ki jih potem nazaj zasujejo. Drugače pa ja, jaz naprej prenašam tudi, naprimer sodelujem z raznimi šolami in seveda tudi vedno povem sam način priprave materijala, potem tudi, ker sodelujem z šolo za oblikovanje in fotografijo tu z Ljubljane, tudi samim dijakom predstavimo delo navreteno, ne, oblikovanje v tej dejansko pravem smislu navreteno, da vidijo, da poskusijo, ne, pa tudi kakšne so možnosti. Ne. Dejansko potem celi potek predstaven od same priprave gline do dela navreteno, sušenje, dodelavanja in potem tudi na koncu vedno žgemo. Ne. Tako da dejansko pač probam pokazati cel postopek, vse faze, kaj je potrebno pri pač izdelovanju lončenih izdelkov. Rok, lani si se ti udeležil, kot rečeno, naše delavnice Made in, namenjena je bila spoznavanju gline. Kot je pokazal že Lukas, ste najprej sami v naravi pridobili surovino in nato ste eksperimentirali predvsem z njeno uporabo, se pravi, poskušali ste žgati glino na različnih temperaturah, uporabljali ste različne naravne glazure, kajti namreč vemo, no, da nekatere glazure so lahko tudi zelo strupene. Na delavnici, no, če še to povem, bil je javni razpis, izbrali smo 8 udeležencev, 4 iz Slovenije in 4 iz tujine, namenoma je bilo seveda zastavljeno mednarodno. Mogoče samo čisto na kratko, kakšna so bila tvoja pričakovanja glede delavnice in pa tudi, ne vem, ali lahko take pobude, tovrstne pobude, no, kot je tudi sam projekt Made in, ali pa ta delavnica spodbudijo k nekim drugačnim načinom delovanja, tako na področju oblikovanja kot obrti. Ja, meni je bilo zanimivo, ker sem se z glino v bistvu načeloma ubadal že dobrih 10 let, ampak nikoli nisem imel, ne vem, zakaj ni do tega prišlo, ampak da bi sam šel iskat glino in jo začel analizirati. Ne vem, sej verjetno nimaš cajta, da bi se s tem ubadal, nimaš neke infrastrukture, peči moraš narediti, pač zahteva ogromen nekega cajta in energije. Tudi ta nabiranje gline je kar zahtevano. Poleg tega, da je ful težka, se pravi, imaš lavorje težke po 20-30 kil za par kosov, pač sveže mokre gline, ki jo moraš pol spucati in od tega je odpadka 30% do 60%, če je umazana glina. Zato je ful cajta potreben, ampak ta čas v bistvu ustvari en tak vakuum, kjer se lahko pojavijo pol nove ideje. Vsak tak postopek ti lahko odpre neke možnosti za eksperiment ali pa noter vidiš ene efekte, ki bi jih pol rad naprej raziskoval in se lahko pol fokusiraš in najdeš pač neko svojo špuro, ki jo raziskuješ. Tako da z tega stališča naprej je lahko bolj zanimiv za oblikovalce in tak projekt, ki je bil ta Made in, ki je raztegnil ta cajt materijala, da si ga lahko fokusiral in pač, ne vem, po svoje interpretiral in razvil neke svoje uporabne izdelke, ki bi jih sicer delal iz industrijske gline
in bi bilo dolg cajt. Gaja, ti si ena redkih oblikovalcev pri nas, ki skozi svoje raziskovanje in pa prakso res celostno obravnavaš neke kompleksne sisteme naravnih virov, pa potem tudi družbeni, ekonomski in pa politični kontekst, ki je s tem povezan. Kako te pri tem usmerja to raziskovanje lokalne flore in favne oziroma kakšen odnos imaš ti kot oblikovalka do surovin, ki se nahajajo v lokalnem okolju? Predvsem se mi zdi, da v bistvu to, da štartamo dejansko iz samih rastlin, nam prinese, mogoče, kakor je že Rok prej omenil, to dimenzijo v bistvu dialoga z okoljem, ker drugače si odrezan od nje in enkrat, ko v bistvu moraš iti na teren, nabrati rastlino, razumeš, da ta rastlina večinoma raste na nekih degradiranih območjih in potem se spet vprašati, zakaj pa ta degradirana območja obstajajo, pa potem ugotoviš, da je to nek sistemski, ekonomski problem. Tako da invazivna rastlina te pripelje, je kot neko okno v svet, tega, da razumeš, v kakšnem kontekstu dejansko deluješ. In v tem smislu se mi zdi, da usmerja tudi v bistvu naše delovanje, ker vedno znova odkrijemo neke nove zanimive aspekte, ki potem v bistvu nas peljejo v nove projekte, kot naprimer to, da smo zdaj imeli v Pragi rezidenco, ker sem imela v bistvu možnost, da raziskujem, kako so invazivne rastline sploh prihajale v naše okolje in potem dejansko prideš do teh zgodb kolonializmov, kako so ljudje, bogati ljudje iz Evrope, osvajalci odhajali v Ameriko oziroma še drugod po svetu in potem kot neke trofeje nosili te rastline nazaj v Evropo. In tudi ljudi in živali in jih potem, ne vem, naprimer v botaničnih vrtovih prikazovali in se z njimi hvalili. Danes pa jih smatramo v bistvu kot neke nezaželene vrste, tako da že ta nek zgodovinski vidik v bistvu še dodatno nekako sidra. Ja, v bistvu neko željo potem, da bi se lotili stvari, danes pa drugače, pa nas zanima, kako bi lahko postavljali drugačne infrastrukture, drugačne odnose do narave in ljudi. Tukaj bi se postavilo eno vprašanje vama obema, Roku in Gaji. Se pravi, kot oblikovalca v svojem delu nenehno opozarjata na potencial lokalnih surovin v smislu spreminjanja naravnih virov procese, izdelke. Vajno ustvarjanje ni usmerjeno zgolj v končen izdelek in me zanima, kakšno vlogo pri tem igra proces in kaj ta proces obsega. Če razmišljam na primeru gline, recimo, meni je zanimivo razmišljati v procesu, da ti daš prednost materialu pred sebe. Recimo, en tak neantropocentričen pogled, kako dati materialu neko prednost, da bo razvil svoj karakter do ene čim dlje, recimo. In tako je nastala ta projekt ekstrudiranja tudi, da vidiš v bistvu šele, ko se zadeva naredi, tisti ekstrud traja sekundo in pol in v tistem rata nekaj, kar res ne pričakuješ. In v bistvu glina skupaj z mašino pove en tak neko zgodbo skozi sam proces, recimo. In v tem procesu tebe sploh ni zraven, razen tega, da ti narediš to šablono. To se mi zdi en tak zanimiv moment v procesu, da ti daš materialu neko avtoritarno vlogo in sebe umakneš v en, kot sem prej rekel, neantropocentričen položaj. Tle se mi zdi fajn ena taka premisa v mentalni ekologiji uma, recimo, da, ko smo prej govorili, kako gledati ekološko na svet, ne samo skozi materijale in skozi predmetno in manj kupati vse, ampak kako res spremeniti ta odnos do okolja in kako je tle lahko material en tak agent, ki nam pomaga s tem, da mu mi zaupamo in mu damo prednost pred svojimi potrebami, recimo. Ena taka posredna, malo filozofski pogled na to. Kaj lahko kaj dodaš? Ker tudi tvoje delo je izrazito procesno usmerjeno, tvoje raziskovanje.
Trenutno v bistvu se ful trudimo, da bi prišli do holandskega mlina, ker je trenutno pač nek ključni v bistvu stroj, ki bi nam potem omogočil, da bi dejansko to raziskovanje s celulozo lahko nadaljevali. Zaenkrat se počutim mogoče zavezanih rok, kar se tiče tega raziskovanja, ampak ja, dejansko pač skozi srečevanje z japonskim dresnikom, naprimer, sem se naučila v bistvu procesa pač pridelave papirne kaše, kuhanja rastlin, pač mletja rastlin, potem razumevanja, kaj v bistvu iz tega sploh lahko nastane. Nekako me je vedno pač zanimal mogoče bolj ta del pred izdelkom, kot pač sam izdelek sam. Drugače pa se mi zdi, da predvsem tudi to, da ugotoviš, da kot oblikovalec pač dejansko ne moreš delovati, če se ne začneš povezovati z ljudmi, ki pač obvladajo neka znanja, ki jih sam nimaš. Ne? Tako da potem povezovanje z univerzami, z inštituti ali pa z obrtniki in ostalimi oblikovalci je bilo ključno, da smo dejansko lahko to produkcijo pripeljali naprej. Gospa Dobnikar, večkrat smo že omenili, kakšno vlogo je Geološki zavod igral pri naših projektih. Treba pa tudi poudariti, da je do tega sodelovanja prišlo dokaj spontano, da je šlo v bistvu iz enega informativnega sestanka z direktorjem Geološkega zavoda, ki ima pa izjemno holističen odnos do vaše stroke oziroma znanosti. In me zanima, mislim, bistveno je to, no, da vi ste ne samo podpirali projekt s tem nekim neposrednim prenosom znanja, ampak ste ga skozi diskusije tudi vse ustvarjali in usmerjali. Zdaj vem, da je vam težko govoriti o tem, ker niste bila zraven, ampak nasplošno, kako gledate oziroma kaj pomenijo taka sodelovanja za vaš zavod, recimo sodelovanja pri nekih kulturnih projektih, pri projektih, ki so mogoče ven iz cone obdobja, v kateri v bistvu smo vsi mi v naših strokah. Ja, tako kot ste rekli, meni bo težko komentirati tako razmišljanja direktorja, ki so seveda njegova in tako kot ste rekli, zelo taka holistična, kot tudi to sodelovanje. Tako da bom izhajala pravzaprav iz tega, kar sem se danes naučila, ko sem poslušala tele predstavitve. In jaz mislim, da so tako sodelovanja, pa si upam trditi tudi za Geološki zavod, bom rekla, zelo pomembna iz tega vidika, ker na nek način pride do prenosa znanja, kot je omenila Gaja, nekih čist mogoče strokovnih znanj raziskovalcev o posameznih materialih, ki potem oblikovalcem dajo neko novo dimenzijo, nek nov pogled na sam material, s katerim deluje, kar, če jaz prav razumem, se je dogajalo točno v okviru tega projekta, medtem ko tudi mi dobimo neko povratno informacijo o teh istih materialih, ki jih morda le pogledamo bolj strokovno, tehnično, da imajo še neko tretjo dimenzijo, na katero pa mi pri samem našem delu raziskovalnem morda niti ne pomislimo. Tako da jaz mislim, da to je nekaj, kar bi bilo vredno gojiti tudi še naprej in spodbujati. In če sem prav razumela, ste tudi v okviru nastajajočega centra znanosti se že o tovrstnih projektih pogovarjali, kar jaz mislim, da bi bilo zelo, zelo, zelo dobrodošlo. Hvala. Ima mogoče še kdo iz publike, da predamo mikrofon, kakšno vprašanje, preden zaključimo? Malo smo že čez rok, pa ne veliko, ker smo tudi malo kasneje začeli. Gospod Zeljko, jaz bi zadnje vprašanje namenila vam in sicer mogoče začnem z Viktor Papanekom. Viktor Papanek je bil en veliki mislec oblikovanja 20. stoletja in on je že v 70. letih opozarjal na nepremišljeno izbiro materialov, na nepotrebno masovno proizvodnjo, ki vemo, kam nas je pripeljala v današnjem svetu. Kako pa vi kot mojster z nekim izjemnim znanjem, res izjemnim znanjem o tradiciji, lokalnih surovinah, vidite način, da se mi vsi, kot družba, ljudje usmerimo k nekam bolj odgovornem delovanju in življenju? Imate kakšen nasvet za nas? Ja, ne vem, kako bi povedal. Nekako ti materiali dejansko pridejo vse z narave, pa zato nekako čuvati to naravo, mater zemljo. Hvala. Pa obiskati
Prekmurje oziroma obiskati te rokodelske delavnice, ker dejansko ta projekt je bil ravno izjemen temno, kako smo neki urbani ljudje skozi projekte šele stopamo ven iz svoje cone udobja, no, in se spoznavamo z naravo in ročnim delom in enim ritmom življenja, ki je drugačen, kot smo ga velikokrat navajeni. Ja, če povem samo še toliko, dejansko je mogoče videti te rokodelce tudi pri samem delu, potem dosti bolj znaš ceniti tisti izdelek, ki pač nastane. Ja, absolutno. Zdaj pa zares zaključek. Richard Sennett je v svoji knjigi The Craftsman rekel, da dober obrtnik oziroma obrtnica odkriva nova ozemlja, skozi iskanje rešitev, pa tudi skozi iskanje problemov. In za vsak projekt se sprašuje, kako bom nekaj naredil, ampak ne samo kako, tudi zakaj bom to naredil. In ravno v vprašanju zakaj se kaže tako odličnost oblikovalcev kot rokodelcev, ne torej samo v iskanju nekih rešitev, ampak v postavljanju vprašanj. In tudi platforme, kot je Made in, odpirajo vprašanje, izpostavljajo problematike, ampak ne le v obliki neke pasivne kritike, kjer vsi govorimo, kako neke stvari ne štimajo, kako nekaj ne gre, ampak rečemo temu projektivno. Se kažejo v bistvu skozi razvoj projektov na neke možne alternative, v tem primeru v smislu ohranjanja oziroma revitalizacije obrti v povezavi s sodobnim oblikovanjem, pa tudi širše. Zdaj, nekateri projekti in sodelovanja, o katerih smo debatirali danes, tudi na teh panelih v veliki meri odgovarjajo temeljnemu vprašanju oblikovalske stroke, kako je oblikovanje lahko res trajnostno. Kako lahko skozi prakso oblikovanja spremenimo naše vsakdanje navade, ki so nas pripeljale do kritične stopnje ogroženosti okolja in pa klimatskih sprememb. V okviru projekta Made in je sama struktura sodelovanj zasnovana zelo prožno in odprto v smislu stimulacije nadaljnega razvoja projektov in novih sodelovanj tudi po zaključku evropskega projekta. Pa tudi vsaka lokacija, kamor bo razstava potovala, sledi namreč razstava bo že začetku oktobra odprta v Werkraumu v Avstriji in naslednjo spomlad v Dresdnu. Se pravi, mora slediti temu sistemu mapiranja in povezovanja. To se v določeni meri že dogaja, saj se sodelovanja med nekaterimi rokodelci in oblikovalci že nadaljujejo v smislu razvoja novih izdelkov. Tukaj omenim sodelovanje Mišer, Traxler in Bena Ogrina, ki razvijajo naprej izdelke, ki jih bodo dostopni tudi v naši trgovini, pa tudi seveda drugje. In nadaljevanje projektov, ki so nastali kot del programa Made in. In na koncu nama dovolite, ker je to zadnji javni dogodek projekta Made in v Sloveniji, bi se tukaj zahvalili najprej Nikoli in Katarini, ki sta zvesta sodelavca pri projektu ves čas, Anji Zorko, vodji CZK, ki je od vsega začetka neomajno podpirala in verjela v ta projekt. In seveda, kot sem že rekla, verjemite mi, sodelovanja so tudi zelo naporna, tako da ni vse tako gladko teklo ves čas, kot danes, naprimer. Sodelavki Urški in Miki, ki sta vodili današnja panela in pomagali pri organizaciji seminarja, in sodelavkam Maji, Maši, Nataši ter ostalim v muzeju. Vsem hvala za pomoč. In ne nazadnje, velika zahvala Matevžu Čeliku, direktorju muzeja, ki ga danes žal zaradi bolezni ni tukaj, ki je svojo vizijo in vztrajnostjo v zadnjih 10 letih omogočil, da je Mao postal muzej, ki aktivno deluje tako na lokalni kot mednarodni ravni, skrbi za dediščino in se odziva na aktualna dogajanja. Hvala seveda tudi vsem rokodelcem in pa udeležencem projekta, teh je bilo absolutno preveč, da bi jih lahko zdaj naštela. Hvala vsem partnerjev, predvsem pa Maji in Ivani, ki smo jih spoznali na začetku današnjega dneva za iniciacijo tega projekta. Hvala seveda tudi vsem nastopajočim in pa vam za obisk in predvsem bi rada zaključila z upanjem, da ta projekt nadaljujemo mogoče v malo drugačni obliki, skozi Muzej za arhitekturo in oblikovanje in seveda Center za kreativnost. Hvala lepa in lep dan še naprej.